Kot kaže, koordinacija med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvom za infrastrukturo ne teče najboljše. Vsi deležniki na čelu z mestno občino Maribor naj bi se trudili, da bi prišlo do potrebnih premikov na letališču Edvarda Rusjana Maribor. In ker letališče spada pod okrilje Ministrstva za infrastrukturo, ki ga vodi dr. Peter Gašperšič, je malce nenavadno, da se drugi minister Zdravko Počivalšek toliko oglaša na to temo. Včeraj je denimo izjavil, da gre pri podpisu pogodbe med SHS Aviation in drugo največjo kitajsko gradbeno družbo za zavajanje in ustvarjanje lažnega vtisa. Še več, šel je tako daleč, da je dejal, da gre za mačka v žaklju, države pa da nihče ni nič vprašal. Kako se potem takem pripravlja državni prostorski načrt? Počivalšek še v ponedeljek v Budimpešti takole. Jaz bom zadovoljen z izbiro koncesionarja, ko se bo na terenu tudi kaj v praksi zgodilo. Številke same v tem, koliko potnikov je lani uporabljalo mariborsko letališče, koliko letos, so take, da s tem ne moremo biti zadovoljni. Seveda pa pozdravljam vsako aktivnost, ki pač kaže na to, da se bodo pa zadeve tam le premaknile v pozitivno smer, tako da sam podpis pogodbe mora biti podkrepljen tudi s konkretnimi aktivnostmi v realizaciji. Na mariborski občini v sporočilu za javnost izpostavljajo, da ne morejo razumeti izjave, da naj bi dve podjetji izkoristili dogodek v Budimpešti in nekaj podpisali, s čimer vlada Republike Slovenije ni bila seznanjena. Vsi udeleženci, kakor tudi podpisniki, so morali pridobiti ustrezne akreditacije. Mariborskemu županu ni bila podeljena in se dogodka ni mogel udeležiti, bila pa je podeljena prokuristu aerodroma Grosu. V ponedeljek se je v Budimpešti na načrtovane investicije na letališču Edvarda Rusjana odzval tudi premier dr. Miro Cerar. Zaznavamo, da je Počivalškov šef manj pesimističen glede uresničitve smelih načrtov. Absolutno vlada želi, da bi tudi mariborsko letališče zaživelo. Jutri, ko se bom pogovarjal s kitajskim premijerjem Li Keqiangom, bom posebej opozoril na to, da želimo, da bi ta kitajska investicija tukaj imela tudi kitajsko podporo, da bi prišlo v nekem času tudi do direktnih letov med mariborskim letališčem in seveda kitajskim letališči, da bi to prispevalo k razvoju turizma v Sloveniji, pa tudi spet na nek posreden način k razvoju Maribora s širšim okoljem, torej cele podravske regije, kajti želimo si, da bi to okolje, tako kot druga v Sloveniji, zadihala s polnimi pljuči še bolj. Najemnik mariborskega letališča, družba Aerodrom Maribor, ki jo obvladuje SHS Aviation, ima do države jasne finančne in druge obveznosti. Med drugim na letališču Edvarda Rusjana do leta 2021 zagotoviti več kot 13.000 potnikov ter skoraj 90 ton tovora. Kot je zaznati, lastniki Aerodroma Maribor državi kot lastnici infrastrukture naj ne bi odrekali njenih pravic. Je pa dejstvo, da za vlaganje v zasebno infrastrukturo ne potrebujejo državnega soglasja. Bodo pa svoje plane lažje osmislili, če bo država prispevala tako potreben prostorski načrt, ki ga verjetno, če ne verjamejo v zgodbo, ne bi pripravljala. Ali pač? Je pa zanimivo, da ta isti minister Počivalšek, ki si je tako prizadeval za investicijo Magne ter jo vsaj deloma iz davkoplačevalskega denarja s subvencijami tudi plačal, sodi o pogodbi, ki je ni nihče videl. Pogodba med dvema zasebnima družbama je namreč poslovna skrivnost.